Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa. Dobrodošli znova v našo družbo. S Koroške smo se sliko preselili na rob Ljubljanske kotline, kjer bo v Domžalskem športnem parku odigrana predzadnja tekma 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Nogometni klub Domžale gosti nogometni klub Triglav iz Kranja v obračunu 6. in 9. uvrščene ekipe slovenske ligaške razpredelnice. Alvir pa zdaj v prostor proti Bizjaku, priložnost za Domžale in gol! Krasna podaja v globino Marka Alvirja in takole je utekel Bizjak. Prav gotovo, toda izjemno je reagiral Dejan Milič, medtem pa nova priložnost in 11-metrovka. Poplatnik v tej sezoni dvakrat za 11-metrovke in zdaj še tretjič. Ibričić. Domžalčani poskušajo takoj spet priti v vodstvo in zdaj še 11-metrovka za Domžale. Nazaj v vodstvo Ibričić, 2-1. V napačno stran je poslal Elvisa Džafića. Alvir širok podaja v sredino in vratnica, potem pa gol. Balkovec s podajo in to je zadetek za 4-1. Balkovec podaja v kazenski prostor in še en gol, 5-1. Danes pa kar dve. Torej priložnost za Triglav, čez gol je sprožil Matej Poplatnik. Balkovec na drugo vratnico in 6-1. Z glavo je zaključil Balkovec iz kota. Žužek mislim, da je podal proti Hebaju, ta pa je na robu vratarjevega prostora žogo preusmeril v mrežo Elvisa Džafića za 6-1. In konec je srečanja v Domžalskem športnem parku. Visoka zmaga Domžal, 6-1. Ja, iskrene čestitke fantom. Definitivno za nami je bila ena lepa zgodba, ta Evropa. Zelo veseli dejstvo, bom rekel, odziv ekipe, da začenjamo znova, začenjamo po nekih principih, ki želimo biti nekako atraktivni, dominantni. Točno takšno tekmo, bom rekel, smo rabili v tem trenutku za zbistritev glav in vsega skupaj. In jaz sem res, bom rekel, zelo vesel, da smo nekako odigrali na tak način. Normalno smo na začetku ogromno enih napak v igri, ampak danes to ni pomembno. Dosegli smo visoko zmago in to je, bom rekel, prava energija za naprej. Mislim, da do 3-1 smo mi bili boljši nasprotnik, imeli smo več priložnosti. Prve 3 zadetke smo prejeli, bom rekel, iz praktično 4 udarcev na gol. Potem pa, bom rekel, 4. zadetek nas je pokopal. Igrali smo kar v visokem ritmu, 60-70 minut, napadali visoko. Dobili 4 zadetke iz prekinitev, mislim, da je končni rezultat absolutno previsok in to je moje videnje današnje tekme.